Lepo pozdravljeni. Moje ime je Brane Senegačnik. Na oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani poučujem starogrško književnost. Z menoj je kolegica Anja Božič, alumna našega oddelka, sedaj pa doktorska študentka na Srednjeevropski univerzi na Dunaju. Skupaj bova predstavila dva krajša odlomka iz Aeschylove tragedije Pribežnice. Zakaj prevajati Aeschyla, najbrž ni treba posebej pojasnjevati, razlagati. Aeschyl je v marsikaterem pogledu upravičeno imenovan začetnik ali celo stvaritelj grške tragedije v pravem pomenu besede. Najbolj seveda zaradi tega, ker je po izročilu on tisti, ki je uvedel v dramo drugega igralca in na ta način ustvaril pravi dramski dialog. V drami, v tragediji pred Aeschylom je namreč ta dialog potekal samo med protagonistom, prvim in edinim igralcem, ter zborom, ki je izvor tragedije in ki je v vseh obdobjih obstoja tragedije bil njen integralni člen in je imel v njej veliko vlogo. Se je pa ta vloga skozi čas znatno zmanjševala. Prav v zvezi s tem, torej z vlogo zbora in spreminjanjem te vloge skozi čas, so v literarni zgodovini Pribežnice močno in znamenito povezane. Delež zborovskih partij v tej tragediji je namreč zelo velik. Zborske pesmi so zelo dolge, ritmično bogate, gotovo so bile spremljane tudi s plesom, kar je vse ustvarjalo zelo počasen ritem dogajanja v tej tragediji, katere zgodba je sicer napeta in sama na sebi dinamična. No, zaradi takšne strukture, kot tudi zaradi specifičnih pesniških oblik, so klasični filologi in literarni zgodovinarji dolgo, do sredine 20. stoletja, bili prepričani, da so Pribežnice najstarejša evropska drama, da so torej na samem začetku evropske dramatike. Šele sredi 20. stoletja pa je najdba nekega drobnega papira pravzaprav to literarno zgodovinsko podobo spremenila. Izkazalo se je, da so Pribežnice morale biti uprizorjene šele sredi 60. let 5. stoletja, se pravi precej kasneje, ne tako, kot so menili prej, ko so jih postavljali, torej njihov nastanek ali pa izvedbo celo na prelom 6. in 5. stoletja. To omenjam zato, ker je to eden večjih, pomembnejših dogodkov v novodobnem raziskovanju zgodovine grške tragedije. Omenjam pa tudi zato, ker se je ob tem izkazalo, kako zelo nezanesljive so spekulativne podobe in predstave o zgodovini gledališča, literarni zgodovini, tudi kadar so utemeljene z argumenti zajetimi iz najboljših literarno-zgodovinskih metodologij, iz najboljšega vedenja in podkrepljeni z največjo avtoriteto posameznih literarnih zgodovin. Seveda pa Pribežnice, kot Aeschylova dramatika, nasploh niso zanimive samo za literarne zgodovinarje ali zgodovinarje gledališča, ampak prav gotovo tudi za bralce in gledalce, ki si želijo estetskih in umetniških doživljajev. Mogoče bi celo lahko rekel za vsakega bralca, ki ga pravzaprav na nek način vabi tisti starodavni izrek
delskega preročišča gnothi se o tom spoznaj samega sebe. Kot je za Eichhila nasploh značilno, je tudi v pribežnicah seveda že na prvi pogled opazna in morda najbolj fascinantna izredna pesniška lepota, nenavadnost pesniškega jezika in lepota pogosto zagonetne metaforike in podob, s katerimi je naslikano ne samo zunanje, ampak tudi notranje dogajanje, ne samo tisto dogajanje, ki bi ga čisto realistično pravzaprav lahko opazovali ali prikazovali, ampak tudi tisto, ki je, tako rečem, na notranji strani človeka, na notranji strani zaznave, ki ga vidi v duhu. To je posebej karakteristično za Eichhilov svet. Poleg tega, in tudi to je značilna Eichhilova poteza, je v delu zelo veliko nenavadnih, pravzaprav nenavadno drznih in slikovitih misli in besednih slik, ki govorijo o tem, kaj pravzaprav je človek in kaj je tisto, kar vodi celotno dogajanje v kozmosu. Tisto je za Eichhila v tem je pravzaprav poseben, ne samo med dramatiki, ampak mogoče sploh med avtorji klasične dobe, predvsem eno božanstvo, Zeus. Toda ta Zeus je nedoumljiv. Ta Zeus je nedvomen, vendar nedoumljiv. O tem pravzaprav govorijo pribežnice z veliko, veliko izrazno močjo. Pribežnice so bile del tetralogije o Danaidah, torej Danaidih hčerah, ki so morda sodobnemu človeku najbolj znane po svoji usodi po smrti, svoji usodi v Hadu, kjer so bile obsojene na to, da so vso večnost pomile sode brez dna, na kar, to je slovenskemu bralcu najbolj znano, referira Prešeren v slovesu Od mladosti znanimi verzi, dokler da smo brez dna pomili sode, zuče nas v starih letih časov sile. Od celotne tetralogije, ki so jo sestavljale tragedije Pribežnice, Egipčani, Danaide in pa satijska igra Amimone, so se ohranile samo Pribežnice in nekaj fragmentov. Da pa bi oba odlomka, ki jo bova s kolegico Božič predstavila, lahko bolje spremljali, pa samo v par črtah zgodba te tragedije, za katero danes pravzaprav tudi to ni jasno, ali je bila prva ali druga v tej tragiški trilogiji oziroma potem tetralogiji. Danai in pa njegov brat Aigipt živita v Egiptu, njuno poreklo pa je v Argosu. Ampak od tam izvira njun rod prek Epafa, ki je bil njun prednik. Danai ima 50 hčera, Aigipt pa 50 sinov. In Aigipt meni, se domisli v nekem času, da so njegovi sinovi godni za ženitev in ima seveda idejo, da bi poiskal žene svojim sinovom kar v sorodstvu, to je pri Danaju in njegovih hčerah. Danai pa se temu silovito upira, to idejo popolnoma zavrne, očitno zaradi tega, tako nas pouči neka Skolja pribežnicam, da je namreč dobil neko prerokbo, po kateri ga bo zet, eden od zetov seveda ubil. Česar pa, to nekako lahko razumemo, si ne želi. In se torej
bratovi ponudbi uprejo, zavrne to, da Aigiptovi sinovi želijo svoje sestrične kljub temu, kljub očetovi zavrnitvi, vzeti na silo, zato se Danaj pač skupaj s hčerami poda na beg. Kam? Na beg prek morja v svojo domovino, v deželo svojega izvora, v Argos. Tam v Argosu jih sprejme oziroma sreča kralj tedanje dežele, kralj Pelasg, seveda mitični lik že iz sive davnine, že za Atence v Aeschylovem času, ki jih najprej preizkusi, legitimira, odkrije, da je njihova zgodba o tem, odkot so v njihovem poreklu, resnična, in s tem seveda mu takoj vzbudijo simpatijo. Zaprosijo pa ga, da naj jim ponudi azil, zavetišče pred bratranci, ki jih proti volji njihovega očeta in proti njihovi lastni volji o tem zelo prepričljivo govorijo, ko v nelepih slikah slikajo poželjivost svojih bratrancev, da naj jih skratka sprejme in zaščiti pred njimi. In tu se začne velika dilema kralja Pelasga, namreč ali naj tvega spopad z mogočno državo, kajti Egipt je neprimerljivo večja sila od le relativno majhnega Argosa, ali pa naj ne sprejme teh pribežnic, ki pa nimajo ne bogastva, ne orožja, imajo pa zato nad seboj varstvo samega Zeusa. In Pelasgova dilema je torej, ali naj, da tako rečem, stvar svoje vere vzame resno ali ne, ali naj upošteva to, kar mu govori izročilo, da je namreč Zeus gospodar vsega, gospodar nad vsem, in da je najhujši in edini neizbrisni prekršek ali greh, prestop, zločin tisti, ki ga storiš zoper vladarja vesolja, ali pa naj na to pozabi in se reši rožljajoče armade, ki je na ladjah pravzaprav že blizu njegove obale. No, stvar se izteče tako, da Danajevim hčeram ponudi azil, jih sprejme, jih zaščiti, s tem tvega vojno, ki se čisto jasno napove ob koncu te tragedije. Torej, se ne zgodi v njej, zgodi se kasneje, nesporno pa se pravzaprav bojni položaj že vzpostavi ob koncu pribežnic. Da bi pa zdaj pravzaprav vse te besede o delu pravzaprav končali, pa prehajamo k prvemu odlomku iz zborske pesmi. Zborska pesem je zelo dolga. To, kar bomo sedaj slišali, v vlogi zbora bo kolegica Božič, je seveda en droben odlomek, v katerem pa bomo videli že kombinacijo žalostinke, ki jo pojejo, zelo pretresljivimi toni, ter hkrati neke visoke, slogovno visoke in miselno globoke, pravzaprav teološke meditacije o Zeusovi moči. Svetove bridkosti nabiram, trepetajoč, ali komu bo bratov kaj mar za ubežnice te, iz dežele v soparne meglice ovite. O, rodni bogovi, uslišite me, saj vidite dobro, ki je pravica. Če pa ne morete tega spolniti, ker noče usoda, saj svojem gorečem sovraštvu do vsega razvrata bodite pravični, kar tiče se naše poroke. Saj še za ubežnike tiste, ki stiska vojna jih vihra, postavljen oltarje,
zavetje v besneči pogubi, ki ščiti presvetiga strah pred bogovi. O, da bi čisto zares se dobro končalo. Zevsove volje ni moč zlahka izslediti, a povsod, še v temi žar njen plameni v spremstvu črne usode, ljudstvom minljivim. Nezgrešljivo na cilj prileti, nikoli ne pade na hrbet, karkoli le z glave miglajem določi, naj se zgodi. Obrasle z grmovjem med gostimi sencami, nedosegljive očem vijajo steze se Božjega uma. Z visokih stolpov upanja smrtnike trešči v brezno pogube, a nikdar ne nadene orožja za boj si nasilen. Brez napora gre vse pri bogovih. Misel njegova, v višavah na svetem prestolu sedeč, se ne gane, in vendar se vsa prelije v dejanje. To pesem pojejo pribežnice Danaide na obali Argosa, kjer jih, kot sem že omenil, pozneje sreča kralj Pelas s svojim spremstvom. In potem, ko spozna njihovo poreklo in sliši njihovo prošnjo, spozna, pred kako težko dilemo se je pravzaprav znašel. In drugi odlomek je pravzaprav zaključek dolgega pogovora med zborom, voditeljico zbora, ki jo bo interpretirala kolegica Božič, in pa kraljem Pelazgom, ki bom jaz. Preudaril sem. Tu na čeri me je zaneslo. Neizbežna vojna je zdaj z enim ali z drugim. Tako čvrsto pritrjena je moja barka, kot da bi z ladijskimi vitli sem jo zvlekli. Nobenega izhoda ni brez bolečine. A če je dom izropan, več od vse izgube lahko povrne milost Zevsa, varuha imetja, in napolni ladjo spet s tovorom. In če ustreli v jezik je v nepravem času in s hudo bolečino je raznel srce, beseda mora vzdraviti besede ran. Da bi ne prelila se sorodna kri, je treba mnogo darovati. Mnogo žrtev naj pade v čast bogovom mnogim, da nas reši pogube v tem spopadu. Ali pa se motim. A rajši sem nevednež, kot vešč prerok zla. Naj se zgodi drugače, kakor pričakujem. Poslušaj zdaj zaključek moje dolge prošnje. Poslušam, spregovori, nič mi ne uide. Prepasice imam in pas, da veže obleko. Stvari, ki ženskam prav gotovo pristojijo. In vedi, ravno te so odličen pripomoček. Kaj nekaj hočeš reči s tem? Povej mi jasno. Če nam obljube trdne ne bi hotel dati. Kako pa misliš si pomagati s pasovi? Podobe čudne bodo okrasile oltarje. V ugankah zopet govoriš. Povej preprosto. Pri priči se obesimo na Božje kipe. Beseda, ki jo slišim, peša me po srcu. Dojel si, tvoji duši odprla sem oči. Da, vseh strani pred te težave nezmagljive. Nesrečo bilje, kako reka me zaliva. V brezdanje, neprehodno morje sem zabredel, nikjer ni pristanišča varnega pred zlom.
če ne izpolnim tega, kar sem vam dolžan, pretiš mi z madežem, ki duh ga ne obseže. Če pa postavim pred obzidje se za boj sinovi Egipta, ki z njimi krite veže, ne bom mar plačal strašne cene, ko ta tla zalivala bo moška kri zaradi žensk. A smrtnik mora spoštovati jezo Zeusa, pribežnik varuha. Ta strah najvišji zbuja. To je bil drugi odlomek iz Aeschylovih pribežnic. Hvala lepa vsem za prijazno pozornost in posluh. Celotno besedilo je pa dostopno v tej knjigi. Želeti si je morda le še, da bi lahko to dramo kdaj gledali tudi na gledaliških deskah. Torej, hvala lepa še enkrat vsem in lepo pozdravljeni.